Fantasy. Radio Fantasy. In v najni družbi Nuggets. živa legenda. Ja, v bistvu prišel je oblečen. Boštjan Dermol, dobro jutro. Dobro jutro, živa legenda. To pa je tista štima. To se zmerjamo že na vse zgodaj. Ja? Žive legende, vsi, wow. Ja. Govori mi grdo, dej me še. Okay. Dobre. Boštjan Dermol, dolgo te nismo imeli tukaj pred mikrofonom, moram reči, že kar nekaj časa, pa klej, v prvi vrsti glasbenik. Absolutno. Nismo se videli res nekaj časa. Res? Jaz sem ta čas sem kar ustvaril pridno. 3 leta in pol je trajalo zdaj, da smo ves material zbrali in naredili. Sonce je prva stvar, ki prihaja in je že prišla. Zdaj prihaja še videospot, tako da jaz upam, da se je splačalo čakati, pa da tudi tole sonce pomaga soncu nasploh. Vi nas vedno znate držati na špagici, tiste vrvica pričakovanja. Ja, vedno je nekaj novega, nekaj drugačnega, ker vem, ko si začel pisati trilogijo, sem rekel, lej, kam se je vrgo zdaj, ne? V pesniške vode pisanje, zdaj pa evo nov projekt, ki trka na vrata jeseni z oznako Q. Tako. To je album. Tak. To je pa album, ja, ki prihaja, posnet je že, ampak smo se odločili, da počakamo do jeseni. Zdaj je poletje, Aha, ja. v drugačnih tonih, ne, odzvanja. Q, kaj ima to z Boštjanom Dermolom? Ja, kot smo se že prej pogovarjali, ne, Q je praktično lahko marsikaj, ne, ampak... Ja, jaz sem glavno cimetove rolce v Celju. Evo, super, ne, tudi lahko, ne. Pa smo navezali na James Bonda, ne, Q je drugač tudi oznaka za energijo. Potem je tudi oznaka lahko za damo v šahu. Ne. Dober Queen, ja. Potem v pogovorih je lahko vprašanje. Ne. Ampak Ja, jaz question, najbolj ja. sem ciljil na to. Ne. Sicer je pa to kraljica v šahu, ne. To se mi zdi zelo pomembno. Je pa prej tudi ena padla recimo na James Bonda. Ne. Ja, da kaj bi James Bond brez Q-e? Ne. Pa če jaz to Kaj ne vem, bi? kaj je. Kdo je? Mislim, kdo je? Vse človek, lej, to je film, prosim, kar razloži. Q je bil, se pravi, pod tem vzdevkom, ne, je Ja. bil zamaskiran človek, ki je vse gadžete za Bonda pripravljal, od avtov do tehničnih izboljšav. Se pravi človek prihodnosti, torej. Ja. Ker vi ste včasih te film, mislim, vi ste še malo starejši. Tehnični del tajnega Ja, ja, ja. agenta. Ne. Ja. Ja, ker vi ste gledali te James Bonde, da ste videli pol, kaj nas čaka v prihodnosti čez nekih 5-10 let. Ne? Zdaj je to šlo vse malo maloro. Nekaj... Maloro. Ja, a ni? Ja, ne vem, Ja, a zdaj je. je toliko tega AI-ja, umetne inteligence, da tek ne veš več, kaj je res, kaj ni. Dobro vprašanje. Kaj je res? Ne? Ja. In A vsak veš- ima svojo resničnost. Ne? Prideš sem, rečeš dober dan, te se vprašam, Pa je res? dober? Ja. To je to. Ne? V bistvu so stvari statične, ampak jih dojemamo vsak po svoje. Ne? Ja, Ja. ok. Globoko V redu, zdaj sta me Prikolijo si tudi na razsvetlila. pumpah imajo Q, ne? Tudi imajo. Ne. Tudi. Q je v bistvu več kje, kot bi si človek mislil. To si sam opazil. Ja, isto velja za rumeno barvo, ne? Barvo sonca. Preden jo ne začneš iskati, misliš, da je nikjer ni, ampak potem, ko pa se fokusiraš na rumeno, potem vidiš, da je vse rumeno. Ne? In ti prideš v studio Radio Fantasy. Ja, vse rumeno. sončni studio imate. Ne? Ja, je res. Ja. Ja. Zelo lepo, tako poživi. Ja. Sonce je na koncu koncev oda upanju. Absolutno, sonce je vse, kar ostane tu. Ne. Praktično se življenje rodi zaradi sonca, zaradi njegove energije, svetlobe, toplote in nekatere stvari opazimo šele takrat, ko zginejo. Ne. Enako velja za ljudi. Tu je bolj metaforično mišljeno, da so sonca ljudje okrog nas in tudi takrat, kadar jih ni več ali pa kadar jih ni z nami, ob nas, ne, potem še vedno svetijo na nek način in nam lepšajo življenje. Jaz mislim, da je čas, da sonce zavrtimo, ker povedano je bilo zelo lepo, pa da slišimo še to mojstrovino, ker o tem, kdo vse so zraven moskontarji, takoj po tej pesmi. Premierno na Radio Fantasy. Juhu. Sonce. Ladies and gentlemen, sonce. Ok, tole je bilo tisto, kar je nujno potrebno, oziroma nujno zlo. 20 minut do 9 ura. Boštjan Dermol je z nama. Evo, Še sonce. vedno.
Ja, veš, ko ljudje preklapljajo ali pa vklopijo, ne, da takoj napovemo. Zdaj, Sonce smo slišali, premierno, to je prva v vrsti, 13 pesmi bo imel album Q. Tako, drži. Ta je Zakaj prva. 13? A ni lepa številka? Je, ja. Srečno 13, ja. Tako je nanesel. Tako je, Ja. Ni bilo Čisto planirano. slučajno. Ne. Izvinite, bilo je namerno. Ja, saj zato, veš. Ja. Nikoli ni nenamerno. Je pa lepa, mislim, 13-tica v bistvu ni nad V bistvu, slaba. če daš enko pa trojko skupaj, dobiš B. Wow. A veš, kaj mislim? Ja, zdaj Ne? poskušam Tako vizualizirati. da, 1 plus 3 je 5. tudi lahko. Tudi lahko. Mislim, tudi Same v redu. dobre šolske ocene imamo. Bravo. Ja. Boštjan, videa še pa ni zunaj. Posnet je, Posnet je. končan je. Ta Ampak? ekipa, ki je delala montažo, se je v bistvu malo zataknila vmes, ker je imela en velik projekt in žal nismo hteli dati pol izdelka, zato smo mogli žal počakati še kakšen dan, tako da videospot je pripravljen in prihaja. Bi človek pomislil, da mogoče zamik zaradi tega, ker niste našli rumene obleke? Smo našli rumeno obleko in prav super zgleda. Tako da Kaj si, tudi to bo kaj si cel veljalo. v rumenem? Ne jest. A ja, ne, Sonce a, pač. aha, okay. Ja. Dobra. Moje sonce. Boštjan, Jaz mislim, je pa, tak, kaj ti si pa znaš pred. tizati, ne? A veš, ono, na palčki zdaj, ne? Ja. Na 4 lokacijah ste snemali. Večinoma vse okrog Celja in v Celju, na Celjski zvezdi, drugače pa v zgodovinskem arhivu Celje, na Mečkenu Levcu, na Visečem mostu in na teh krasnih poljanah blizu. Se pravi, res lepi posnetki, tako da smo... Vreme ste imeli v redu, ne? Dvakrat smo mogli predstaviti snemanje zaradi sonca. dežja. Smo rekli, da kako je zdaj to sonce brez sonca, ne? Ampak v bistvu tudi tokrat smo ujeli samo pol dneva. Ne? In smo prav posneli ta kader, kjer se približa padavina. Ne? Aha. Sred sonca Tik pred pride zdajci. dež, ne? In je še posebej lep kader. Ja, in kdaj lahko video pričakujemo? Zelo kmalu. Sanjaj. Te moške fore niso več zanimive. To je ono, Mislim, da smo se jih kar od Ne. žensk naučili. tušej. Ha? No, dajmo povedati, ko smo rekli, da imaš same hude glasbenike, ne vem, recimo Jani HC, Siddharta, ne, pol Davor Klarič, Midva, ne. Jure Lesar, ja, Gašper Peršl, Gašper Peršl. kjer tudi sodeluje. Ne vem, trenutno mislim, da je angažiran pri Vladu Kreslinu. Produciral je Žare Pak. Joker Out in podobno. Žare. Ja, Žare se je ravno vrnil, včeraj me klical, sva govorila po ne vem, dolgih tednih, ker je bil zdaj angažiran v Hamburgu, v studiu. In, tako zdaj nazaj, no, za kakšen dan, dva. Potem pa še Janez Križaj, ki je delal mix in mastering. Ja. Tako da Dream Team pravzaprav. Ja. Res si najdu same hude. Ja, z Janijem sodelujemo v bistvu. Glasbo je napisal za skladbe, je napisal Tomaž Trop. Besedila so moja in za večino plošče sva najela v bistvu Janija za producenta. 2 skladbi je sicer produciral Žare Pak, eno Miha Koren, 2 sva pa tudi sama naredila. Ne. Tako da je en tak zelo eklektična plošča po svoje, ampak ima pa isto tematiko, podobno kot trilogija, se pravi nastajala v istem času, z istim moodom, z isto vsebino, nagovarja iste stvari, minevanja, preopraševanje smisla obstoja in daje upanje. No. To je bistven poudarek, se mi zdi. Ne. Ja, zdaj smo utihnili, ker te telefon Tinkara me zvoni. kliče iz Bipopa. Ja, Tinkara nimamo zdaj Nimamo, cajta, počakaj, kada- boš prišla malo kasneje na vrsto. Zdaj, če bi ful zavrteli kolo nazaj, kaj bi pa porekel s tako kvaliteto glasbenikov, ko sta bila samo Tipa Gaber pa Every East? Ha? Ja, To je zdaj srednja šola, ko sta z Gaborom naredila band Every East pred Njudi. ja, drži, ja. Mislim, sej, to je všteto v ta čas. Ne. A je? Mi smo lansko leto praznovali 31 let, pravzaprav letos februar je bilo 31 let. Kar dolga doba. Ne. Ja. Ja, tako da mogoče je zdaj tudi čas za kakšne druge poti. Ravno je prej Šuši vprašala, kaj je zdaj z Njudi. Ne? Ja.
Ker 2 plati dejansko sta posneti, pa ne objavljeni. Ali? Tako je, zmiksani in pripravljeni na izdajo, ampak o tem še tečejo pogovori. Jaz sem bila nazadnje na Nagecih, ko ste imeli v Narodnem domu 1. oktobra, to je bilo par let nazaj, akustika, bi šel. Super. Prosim, dej. Mogoče prije čas za to kdaj. Mal potisni se skupaj. To je zdaj pol odgovor na tisto vprašanje, kaj bo s tema 2 platama. Kdo ve? Sam strinjati se morate, pa reči, to je to. Preveč si skrivnosten, Boštjan. Kdo ve? Ne, sej bo, čas bo pokazal. Tako kot vedno, a ne? No. Čas bo pokazal svoje, ne. Je pa res, da je veliko comebackov skupin, to pa je treba povedati, tako da nekoč enkrat bi zdaj to glih se upadalo zraven, veš, da mogoče... Bomo spet tokrat v retru. Lej, vsi znamo komade na pamet, to tvoje se bomo naučili. Ja, prosim. Se mogoče obeta tudi kakšna koncertna turnejica, zdaj, ko imaš album zunaj? Zagotovo bojo predstavitve, ja. To planiramo jeseni, ko bo album tudi v neki vinilni izdaji. Pred jesenjo ne bomo koncertirali. Valjda, ker je poletje. Ker je poletje, ker grejo vsi na dopust. Do takrat pa bomo še izdali še vsaj single ali 2. Kaj se jaz predstavljam? In, da pridete ti pa en del tvoje ekipe tule, pa eno mini akustiko naredimo. Super. Ha? Ja. Jaz si tudi predstavljam. Dobro, super. Vizualizirano imamo. Vizualizirano imamo, to vizualizacijo. Si moramo samo še, da si prikličemo. Vse v glavi, treba je samo, veš, ne pognati misli, pa bo. No, zdaj pa, dragi poslušalci, prosim, da še vi vizualizirate zraven, da jesen pride kmalu. Da bomo... Parkrat, če greste nekvalitetno spat, pa je jesen tu. To je to. Boštjan Dermol, čas je naš sovražnik, ni zaveznik. Tako letnica. Lepo, mislim, zdaj, predstavili smo, uvod je narejen, zdaj pa je treba zapeljati zgodbo do konca. Sam naprej. Pogum velja. Tako, in kot sva zdaj že dorekla, jeseni pričakujem, predstavitev. Ne, mene je zdaj nekaj druga zanimalo. A si ti slučajno že kaj navrgel, kakšne naslove tvojih komadov, ali je bilo to samo pač zgolj slučaj? Kako misliš? Ja, ne vem, pač... A to kot sem vzemela med vrsticami, samo naprej. Ja, ne, veš, ne, žal ne, mislim. Bi pa mogel. Ok, en naslov za Soncem, recimo, kaj bi lahko bil? Kaj bi lahko bil? Recimo... Prvi, ko ti pade na pamet, ja? Zavedno. Zavedno? Ampak to sta 2 besedi. Zavedno. Ne, zavedno. Ja, v redu. Smo razumeli že prvič, ker te zavednosti mi dva nimamo danes tu. Se veš, kako so najne misli. Jaz sem preletela, pa si ti zapela Bebop, ti si moje sonce. Takoj. In pa Tinkara kliče, vidiš, ljubosumna je. Ona ve. Ja, ne vem, bom preveril zdaj izven etra, ampak Boštjan Dermol, hvala za enkrat. Hvala vam. Se vidimo jeseni. Absolutno. Jeseni, rdeč tepih, vse bo pripravljeno. Bova kar v koledar zapisala. Zdaj še ni bo pa. Radio Fantasy. Radio Fantasy.